smo konop oziroma povelje za delovanje, ki je predvidel, da se v bistvu napademo to vas in jo vzdržujemo do naše v bistvu podpore. To rečemo, v prvi fazi smo dosegli, zdaj je sicer. Kar ne mi takoj pove, kaj se je zgodilo. Moje ključne naloge so, da sem v bistvu v kontaktu s poveljnikom, ko ga podpiramo, se pravi v tem primeru poveljnik čete ali voda, zato da je on v stalnem kontaktu z letalom. Jaz pa komuniciram z poveljnikom voda in predajam informacije, kje tarčo hoče on napasti, kaj je njegov namera za samo nalogo. Jaz ga zbrifiram, kjer avion dobimo, vse tega dobimo s kjerim orožjem, tako da mu predlagamo, da bi ga napad. Definitivno je znanje angleškega jezika. Pri nas vse poteka v komunikaciji, ne? V angleščini. To se pravi, drugo je pa zelo pomembna orientacija v prostoru, pa seveda sredstva zveze, ne? Varnost v zračnem prostoru, prvo je treba poskrbeti za varnost pilota, ne? Ko enkrat to izgubimo zračno podporo. Drugo pa je, kakšne zmogljivosti so, nam lahko nudi, ker imamo različne platforme, različne oborožitve, različne senzore in tako dalje. Potem, ko enkrat vse te informacije dobim, mu pa razložim zemeljsko situacijo. Se mu razloži našo delo, našo lokacijo, situacijo nasprotnika. Pomembne so postaje, da nam damo zvezo z letalniki. Potem so razne navigacijske naprave, ko uporabljamo največ v tem primeru Dagger, vojaški GPS. Potem imamo plrfe, kateri je daljnogled, s katerim zmerimo razdaljo, določimo koordinate cilja natančno. Potem so tu razni rasterji za nočno navajanje letal, s katerim označimo tarčo in avion vidi sam laser od nas do tarče.